lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Deva Eva se je danes najavila, da bo malo modrovala. Deva Eva, povej, kaj bi rada povedala. En nasvet ima danes za nas in sicer kako na zdrav način pričeti dan. Torej, kot prvo točko je navedla, preden si umijete zobe, popijte pol litra mlačne vode. Zakaj je temu tako? Prvo stvar, ki jo vnesete vase, ima 10-krat večjo moč kot sicer in ne to ne bo zobna pasta, pa še s kakšnim florom po vrhu, ampak torej mlačna voda. Pripravite si torej MSM, torej mineral lepote in eno limono, ter spite z nekaj vode, znova je lahko mlačna, lahko pa si torej v zajtrk, sam zajtrk, za katerega si vzamete čas, lahko torej vključite, super je, če vključite oreščke in sadje, in če boste vključili oreščke, je super, da jih en dan prej namočite, da grejo tiste sestavine, ki niso dobre za vas, ki greso noter, da ne bodo imeli hormoni svojega žura. No, na kavico pa se je v našo družbo, v našo dnevno sobo oglasila Tinkara Kovač. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja, povej, ti si vzameš čas za zajtrk? Si. Imam to srečo, da nimam take običajne službe, ki bi me zjutraj priganjala, da čim prej zbežim od doma. Kvečemu je to zvečer in v popoldanskem času, tako da si lahko zjutraj spečem, naprimer, kakšne palačinke iz koruzne moke in domače marmelade. Evo, to je moj najljubši zajtrk. Ok, v redu. Že cedijo sline. Ja, pri Tinkari Kovač je fajn začeti zajtrk in fajn začeti dan. Pa imaš kakšno jutranjo rutino, recimo, kar zjutraj narediš tak za dušo, pa za telo? Ja, ven grem na travnik. Živim na robu vasi, kjer je gozd oziroma travnik oziroma kraška gmajna in najrajši grem ven. Danes sem našla 4 peresne deteljice. Lepo. Tako da tisti stik z naravo, malo dihanja. Kaj pa voda? Si pozorna na to, koliko spiješ? Ja, tudi spijem vodo, ponavadi si dam še malo limone zraven. Evo, pa to si vzor, Jaz predlagam, da se greva eno igrico, tako zelo diskretno. Tukaj imaš tablico, sem in nisem. Jaz dam eno hipotezo, ti pa pač dvigneš, kakor se ti zdi. Prva hipoteza, sem ali nisem kdaj v življenju bila pri vedeževalki jasnovidki? Si bila? In kako je bilo? To so take stvari, ki se ponavadi ne povejo. Ne povejo. Se pravi, si bila več kot večkrat? Še manj to, da sem največkrat sama sebi vedeževalka. Največkrat sama sebi? Kakšno orodje pa si potem vzameš? Eni imajo školjke, pa v kavico. Sploh ni pomembno, karkoli. Karkoli je pač v tistem trenutku tam zraven pomaga, da vzpostavi človek stik s samim sabo. Vse to je pravzaprav to, pogovarjanje s samim sabo. Najbolj na dosegu roke je pa glasba. Glasba? Ja. Glasbo čutiš prav na poseben način. Zelo zanimivo je, kajti ti si bila izbira naših gledalcev, ko sem jih spraševala, kateri na slovenski glasbeni sceni se vam zdi, da ima ene take globje vsebine. In absolutno si bila to ti, tako da smo te z veseljem povabili. In že recimo, si ti avtorica tudi katerih besedil glasbe, ki jih pišeš? No, se čuti, ker velikokrat omeniš kakšne stvari, ki jih mogoče en človek sicer presliši, a vendarle imajo veliko skritih takih in drugačnih kot. Super, sem vesela, da si to opazila. No, ampak verjetno si slišala tudi, da je v svetu predvsem manipulacije, kar se tiče besedil v smislu vplivanja na misli in občutke, tudi na negativen način. Recimo en primer še iz mojega otroštva, ker sem takrat najrajši poslušala Michaela Jacksona, sem seveda tudi vse raziskala v zvezi z njim. Nič narobe z njegovo glasbo, nobenih negativnih sporočil večinoma nima v sebi, ampak je pa res, da taki svetovno znani, priznani mehanizmi, ki obstajajo in so narejeni za take glasbenike, kot je on in kot so danes lahko recimo tudi Adele, Pink in podobni, imajo prav službo psihologov, službo tistih, ki neurolingvistično programirajo ljudi, službo tistih, ki se spoznajo na marketing in so povezani z družabnimi omrežji. In to je tak aparat, ki ustvarja hite in pesmi, ki nam jih potem plasirajo v medijih
in na katere se dostikrat navlečemo tudi zaradi tega, ker vnašajo recimo kakšne take melodije, ki so tipične za zgodnje otroštvo. Recimo, ne vem, če si predstavljaš Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. In recimo, da to pesem, to melodijo vneseš na tak subtilen način v ozadje nekega hita, potem to tako vpliva na možgane ljudi, da postanejo odvisni od te pesmi in jo poslušajo. Se pravi, ogromno je teh stvari, teh manipulacij, ampak vse kaj pravzaprav naredimo, ne? Nekaj prižgemo, poslušamo radio in niti ne sledimo temu, kaj se dogaja. Sama moč ima verjetno tudi samo besedilo kot tako, torej besede. Vse. S tem, da jaz glasbe pravzaprav niti ne dojemam tako kot besedilo, refren, kitica, melodija, ampak jo dojemam kot nekakšno energijo tistega človeka, ki jo izvaja, ki jo je napisal, oziroma simbioza vseh tistih, ki so pri tem sodelovali. In zato verjamem, da je glasba lahko nekaj najbolj čistega. In če je čist človek, ki stoji za njo in ki jo izvaja, je potem tudi ta taka, da pozitivno vpliva na kogarkoli jo posluša. Zato mislim, da je zelo pomembno, kako se obnašamo tudi mi. Mi smo odgovorni. Ne smemo zvračati krivde na medije, na druge, ampak biti odgovorni za to, kaj spustimo, da gre skozi naša ušesa oziroma skozi naše srce. In zato večkrat predlagam, da raje ugasnite radio, televizijo in bodite v tišini in poskrbite, da niste zvočno onesnaženi. Sama glasba, recimo nek umetnik, glasbenik, ki ustvarja v nekem določenem trenutku, v naši oddaji se zavedamo tega, da pravzaprav za tistimi občutki in namenom, ki je zadaj, pravzaprav vpliva potem s predvajanjem na počutje in vse ostale učinke. Imaš tudi ti kakšno posebno stanje, v katerem se torej spravljaš pisati oziroma delati glasbo, ali pogledaš na urnik pa rečeš, jutro ob 5 imam cajt, pa bom jutro ob 5 to počela? Si že sama odgovorila na vprašanje in veš, kakšen bo moj odgovor, da seveda ne, pač navdih pride kadarkoli, zato imam vedno s sabo eno beležko, pa telefon, da zabeležim te stvari. Navdih je 10%, potem je pa 90% dela in potem nastane pesem ali nek nov izdelek. Kar se tiče pa tistega posebnega stanja, se pa ta lahko zgodi kadarkoli, kjerkoli in skozi leta sem se naučila nekakšne veščine, da se lahko spravim v to stanje, lahko kadarkoli. Če je glasba zraven, kot sem prej rekla, je to res najbolj priročna in najbolj čista stvar in je to najlažje. Ampak v bistvu bi morali ljudje delovati čez cel dan tako, 24 ur na dan in glasba je lahko drugačno ime, samo drugačno ime za tisto, kar nekateri rečejo narava, lahko je to ljubezen, lahko je Bog, lahko je karkoli. Tvoja definicija Boga? Ja, ravno kar sem to povedala. Lahko povem, da je Bog enako ljubezen, da je Bog enako pravzaprav vse. Da je vse eno, ampak ne v tem smislu, da je vse eno, kar se zgodi, ampak da smo vsi ena in ista stvar. Med nami, med mano in recimo nekim kamnom ali tisto porcelanasto skodelico je razlika samo v gostoti. In spominjam se, da sem v lanskem letu, ko sem bila na počitnicah in v Narodni galeriji Indijancev v Ameriki, videla en tak krasen video. Tam je bila skupina Navajo Indijancev, ki izdelujejo nakit. In eden od njih, oče družine, je prijel kamen v roke in rekel, med nama ni nobene razlike v gostoti, kot sem prej rekla. Jaz bom pomagal tebi, kako lahko pomagaš ti meni. In sta se zmenila in na koncu je nastal en lep nakit. Odlično pojmovanje sveta. Imava še nekaj definicij. Sem ali nisem kdaj razmišljala o tem, da bi se preselila v tujino, na neko prostor, ne civilizacije, povsem stran od vsega grušča in trušča in kaosa?
Okay, ja. Pa ni prišlo do tega še? Ne, ni prišlo, tudi verjetno ne bo, ker preseliti pomeni, da se res odločiš, da bo živel v eni drugi deželi. Ampak tako, ko sem imela 15-16 let, sem tako oklevala, kam bom šla. Takrat sem imela še več idej o tem. Sedaj pa razmišljam predvsem o tem, kam bom šla kdaj na počitnice oziroma kaj si bom vzela kot počitnice. Ne tiste čisto najbolj navadne, ampak želim si naprimer to, da bi postala, ne vem, ranger za en mesec in bi v zameno za to, da mi nudijo prenočišče in hrano, skrbela za živali. Super. Ja. Odlično. Teh takih aktivnih počitnic je vedno več, pa en kup takih in drugačnih, to je super ideja, evo, se pridružujem. Jaz imam pa željo, da bi šla v Južnoafriško republiko hraniti topice. Ja, no, zanimivo, zanimivo. Ali pa v Tanzanijo, tam se igrati z levi, pa z vsemi pa isto pomagati. Super, odlična stvar. Takole, nekaj besed o življenjskemu poslanstvu. V naši oddaji ogromno govorimo o tem, pravzaprav se bo 13. maja tudi zgodilo moje predavanje na to temo z vsemi tistimi trenutki, ko vendarle je težko, ampak življenjsko poslanstvo, upravljati le to je nek proces. Zase bi absolutno lahko rekla, da ga upravljaš, da je glasba tisto. Ja, jaz sem to vedela že, ko sem imela 3, 4, 5 let, ker sem to počela vsak dan. Pri 7 letih sem se sicer spraševala, bom mogoče slaščičarka, me je potem pot zanesla drugam, ampak še vedno rada kuham, no. Tako da počnem oboje. In ja, moja značilnost že v zgodnjem otroštvu, prav zgodnjem, ker to so bile to se je zgodilo pri 3, 4, 5 letih, to mi je že moja mama poudarila, ki je sicer profesor razrednega pouka in je imela v življenju opravka z ogromno količino otrok, da sem takoj vedela, kaj bom. In si pravzaprav niti ne postavljala cilja ali ugotavljala, kaj sem in kaj bom, ampak sem samo to počela. Lahko nadaljuješ tale stavek. Najtežje v mojem življenju je bilo odpustiti sami sebi. Aha, zakaj pa? Saj si izsledila pravzaprav sama sebi od zgodnjega otroštva. Ja, ampak tudi kakšne druge stvari se zgodijo v življenju in jaz mislim najprej, da smo si sami krivi za vse, kar se nam zgodi. Zato moramo najprej sebi oprostiti, se imeti radi in potem vse steče tako, kot mora. Kako se imeti rad v življenju, Tinkara Kovač? S čim se ti izkazuješ, da se imaš rada? Mogoče niti ni potrebno, da se izkazujem, samo pomiriti se moram sama sabo in početi tiste stvari, ki jih imam rada, biti s tistimi ljudmi, ki jih imam rada. Dostikrat pa ljudje se ženemo in dokazujemo, kot si rekla, za takimi stvarmi, ki niso najbolj pomembne, predvsem in v prvi vrsti najprej za nas, mogoče za druge, ampak tudi to verjamem, da če počneš nekaj zaradi drugega, samo zaradi drugega in ne zaradi sebe, to ni prava pomoč. Lahko nadaljuješ tale stavek. Svet bi bil lepši, če bi se ljudje bolj oziroma več ukvarjali z glasbo. Pa smo znova pri tej glasbi. Hecam se. Ja, ukvarjali sami sabo in predvsem to, ja. Jaz mislim, da je najlažja stvar na svetu, da si to, kar si. Najtežje je biti to, kar ti povejo od starši, sistem, družina. Ampak zdi se, kot da ljudje veliko raje sledijo vsem drugim kot pa sebi. To je zato, ker smo pokvarjeni, nas pokvari okolica, včasih tudi starši ali kdorkoli. Peljejo nas v to smer, da nam dajo najrazličnejše maske, da nam govorijo, katera vsa pravila so na tem planetu, ki jih moramo spoštovati. Iz nas želijo narediti ovce, klone, pozabijo pa na to, da ko se otrok rodi, je že izdelan človek. Starš mu mora pomagati samo pri tem, da mu nudi tisti občutek varnosti, da ima otrok občutek, da ga imajo radi, ne glede na to, da je to on in z vsemi napakami, ki jih ima in z vsemi stvarmi, ki jih počne, ne glede na pričakovanja drugih. Hvaležnost je zame? Hvaležnost. Ne vem, če znam odgovoriti. Kaj je zate hvaležnost? Kaj te asociira? Kaj ti pomeni hvaležnost?
Ja, najčistejša oblika hvaležnosti, ki sem jo doživela v življenju, so bile oči mojih 2 deklic. Ja, njun pogled. Njun pogled. Ja. Ja, hvaležnost, kot pravimo, je seme ljubezni in ljubezen je tisto, kar si začutila. Evo, da boš lahko vsak večer imela precej stvari zapisati za večerno pisanje hvaležnosti s pomočjo svete geometrije in vseh ostalih stvari. Tvoja naloga je, da jo napolniš z večernim pisanjem hvaležnosti. Veš, me pa zanima še nekaj drugega. Izjemna si, kadar te vidimo v sodelovanju z instrumentom, torej s flavto, ker gre dejansko za sodelovanje kot tako, kar se vidi in čuti. Jaz pojma nimam o instrumentih, kitaro nekaj sem probala, to nekaj sem probala, ampak me pa zelo navdušujejo kristalne posode, šamanski bobni, gongi in vse te zadeve. Tukaj se pa najdem. Si tudi sama kdaj poskušala te instrumente, si poskušala kdaj igrati, ne vem, na kristalno posodo ali pa kaj podobnega? Ja, v enem obdobju, to je bilo prav, ko sem imela 27 let, za rokerje pravijo, če preživiš to, je v redu. To je za glasbenike prav en tak dosežek polnoletnosti. No in takrat sem izgubila stik malo sama s sabo in sem celo poletje obiskovala delavnice z gongi oziroma ne vem, delavnice, to je taka beseda. Pač šla sem na koncert gongov in mi je bilo to krasno. Tako da se mi zdi, da je tudi to glasba, vem, da je tudi to glasba, ne glede na to, kakšen inštrument je. Glasba je vse. V bistvu imam jutri koncert, nastop tukaj v Ljubljani. Bom igrala skupaj s skupino Saeta v Bežigrajski galeriji in uporabljamo čisto vse mogoče zvoke, ki ti pade na pamet. Gospod Boštjan Perovšek je posnel, na primer, žled. Pred leti se spomniš, da je žled napadel predvsem tiste postojnske dele in je to posnel in je potem z makroakustiko to spravil na tako glasno jakost, da sliši to človeško uho. In potem se s temi zvoki igramo. In zato nič me boš povabila kdaj na tvoj koncert, z veseljem pridem. In zdaj praviš, da nisi glasbenica, no jaz ti povem častno tukaj pred vsemi, da slišijo, da si tudi ti glasbenica. Pa se vsak poje, na vse zadnje. Mogoče se je navezovalo recimo ravno na te frekvence. Prej smo že govorili recimo o manipulacijah, ogromno, ne vem, že same reklame recimo dodajo neke frekvence, ki spodbudijo neke občutke ali pa kakorkoli. Si tudi ti kdaj razmišljala o tem, da bi dodala recimo, ne vem, 528 Hz frekvenca ljubezni, v tem smislu, da bi bil v nekih podtonih ali pa karkoli. Pozitivna manipulacija. Ne, nisem. Sem sodelovala z eno skupino Šambala, ki to počne. Tako da skupaj smo posneli eno indijsko mantro, ki poje o Šivi, ki je bog, ki tudi igra flavto. In govori prav o vzpostavljanju stika s samim sabo. No, vem, da so oni to počeli in z njimi skupaj sem šla na to potovanje in na to raziskovanje teh frekvenc. Tako da vidiš, poleg hvaležnosti in razmišljanja na tej besedi si mi dala danes še eno novo izhodišče in bom o tem začela malo raziskovati. Super, krasno. Kdaj te torej lahko vidimo? Jutri si rekla? Ja, na primer, jutri v Bežigrajski galeriji 2, ob 7 zvečer bo taka posebna dogodivščina za elektronsko glasbo in zvoki iz narave. Drugače pa bodo vsi moji datumi objavljeni na moji spletni strani in so že. Slaba sem številkami, tako da najrajši pogledajo, da ne bom kaj narobe rekla ali pa kakšnega kozla ustrelila. Tinkara.net je naslov moje spletne strani. Tinkara.net. Krasno. Imaš v življenju recimo kakšen, ok, ti mi jaz povedala mojega. Jaz sam recimo, ko je učenec pripravljen, pride učitelj. In se mi zdi, da se celo življenje se ustavljam pri tem stavku, v tem smislu, da se mi zmeraj nekaj takšnega zgodi, pa se spomnim na to. Imaš tudi ti kakšen tak stavek? Ali pa kakšno knjigo, ki te je res navdihnila in si jo že 100-krat prebrala? Ja, 2 knjigi imam. Ena je Čarovnikov vajenec, druga pa je Ženske, ki tečejo z volkovi. In pri ženskah, ki tečejo z volkovi, to pravijo, da je taka ženska Biblija,
Mi je všeč, da vsakeč, ko jo preberem, jo vidim z drugačnimi očmi in najdem vedno nekaj novega. Najrajši imam pa v tej knjigi tisti citat, ki pravi, da bi čisto vsak, ne glede na to, ali ženska ali moški, se to v bistvu sploh ni pomembno, imeti sabo v žepu volčjo trepalnico, ki bi nas spomnila na našo tudi volčjo naravo oziroma na našo naravo. Odlično. Hvala lepa, Tinkara, da si se oglasila. Res hvaležna. Z veseljem. Res, tudi super, jaz super. sem. Odlično. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšne zanimivosti se lahko pogledate na www.klepet@kavi.si. Tam smo vam pripravili tudi brezplačne meditacije, pa tudi ostale zanimivosti, poučne in zabavne kvize, med drugim tudi tistega, ki sem ga za vas prinesla in prevedla iz Indije, oziroma govori o ajurvedi. Tako da kar preverite in poglejte, predvsem pa, kot ste slišali, dajte se ukvarjati sami s sabo, pa boste prijazni drug do drugega. Naj vam bo svet lep.